Ajde, najdi skop. Lej, kje je ti pač? Lej, kje je skop, stari, ej. Pa... Kaj bo šlo, ali bomo jutri začeli trening? Ko imaš velike roke, ne, ko so te copious amounts of GH, 25 enot na minuto. Lahko začneš videti, ker jaz sem, lahko poveš mojo situacijo, jaz sem... Mene folk je popoldanska hrana zalepla. Vse te kalorije, vsi ti ogljikovi hidrati so mene zalepli. Točno tako? Tako da bo danes Leo, ko se reče? Vodu. Ne, ti boš... Energetsko na višjem nivoju kot ti. Tako. Tako, ja. Skratka, folk... Ti boš balansiral te energetske nivoje. Bom jaz balansiral. Skratka, Max je 5000 kalorij in je trenutno približno, lahko ga primerjamo s kakšnim stanjem medveda. Tako. V hibernaciji, globoki. Tako globoki. On vse, kar lahko dela, je se prirola tako do fitnessa, vzame ene težke uteži, naredi 4 repe in potem gre za spat za pol minute. Tako. Čaka nas pull workout. Max je rekel, da je naredil biceps včeraj. Ne. A, ne? Ne, danes lahko normalno, back and biceps. Ok, alors danes back and biceps. Verjetno pač nekaj bomo zmešali, ono kar nam paše, ono kar ne počutimo. Tako, bomo zmešali, ja. Glavna vaja bo 100% single hand JPG pull down. In dumbbell rows. In dumbbell rows, ja. Yes. Zdaj si mešamo, kot sem že rekel, pri workoute. Jaz bom tega Thor Vitargo, se pravi z kofeinom, Max pa bo Thor Steam Free, mango marakuja. Koliko skupaj, Max, 4 ali 5? No, nočem, da me srbijo vsi deli telesa že eno uro. Tako da... Za one, ki imate velike roke, ne vzeti Thor Steam Free, ker it doesn't fit in. Ej, jo! Katere kode lahko uporabljajo? Lahko uporabljajo kodo Leo 5 ali pa Max 5. Tako. Če hočeš hvatati, uporabiš Leo 5. Ej, jo! Če hočeš... Ne vem, če to smem reči. Ej, jo! Če hočeš piti 3 skupe pri workouta, ki sem jih kar dal v Maxov pri workout. Nisi dal tle not 3 skupe? Ne, nisem dal. Okej. Tako da... Oh my god. Brez heca, Leo 5 ali Max 5. To je to. Oh my god. Nisi dal 3 Ne, nisem dal. Le, kakšno je? Nisem dal 3 skupe, no Ko neka daj. glina. Ne hecam.
In evo me, naslednji dan je, včeraj, kot ste videli, se mi res nisem bil in the mood za preveč govorjenja, sem hotel samo odtrenirati, smo res samo posneli, ni mi problem posnet, vedno mi je všeč snemati, ampak kakšenkrat tako res hočem samo trenirati in snemati, brez da nekaj govorim, tako da sem si rekel, da bom te 3 nasvete posnel zdaj, dosti bolj v miru in bo v bistvu tudi nasvet dosti bolj kvaliteten. Tako da ja, pač glede na to, da mene sledijo in čisti pač mogoče res full mladi, nekateri, kako me začenjamo s fitnessom oziroma ki so začeli malo časa nazaj, sigurno me followajo tudi nekateri, ki so bolj advanced, ki so ko jaz, ki so še bolj advanced od mene. Tako da bom nasvete nekako, torej 3 nasvete in vsak nasvet bom potem razdelil na pol, v smislu, da bom dal nasvet za tiste malo bolj začetnike in za tiste malo bolj advanced. Torej, prvi nasvet bo na področju treninga. Za nekega začetnika oziroma za nekega, bi se reklo, ki obiskuje fitness za rekreacijo oziroma bi rad začel malo bolj resno zdaj v 2024, prva stvar, ki ti priporočam, je glede treninga, da si res določiš prvo kot prvo, kolikokrat na teden boš ti treniral. Torej, kolikokrat na teden določiš si neko številko, ki jo lahko zadržiš za res dosti časa in ti ne dela težave v tvoji rutini, ker ne pomeni vedno več treningov, da je boljše. Najboljša stvar je, da si res najdeš neko število treningov na teden, ki je tebi v redu, ki jo lahko zadržiš, ki spada v tvojo rutino in si potem glede na to število treningov določiš workout split oziroma pač workout program. Torej, vsakemu dnevu dodeliš določeno mišično skupino, ki jo boš treniral tisti dan. Zdaj tukaj jaz ne morem dati nek nasvet, ker kot sem rekel, pač vsaka oseba je različna. Nekateri mogoče 3-krat na teden, 2-krat, 4-krat, 5-krat, 6-krat je zelo različno, kako bi potem razporedili treninge. Bistvo je pa, da pač zajamete vse mišične skupine, vse zgornjega dela in vse spodnjega dela. To je važno, da se pač ne zanemarja nič, ker če boš treniral oziroma trenirala vse dele telesa, bo potem celotno telo dosti bolj popolno, proporcionalno in estetik. Še zadnja točka tega nasveta za začetnike je to, da si glede na te treninge vsak trening točno določiš neko strukturo treninga v smislu vaj. Torej, da ne prideš samo un dan v trening in rečeš, ja, danes treniram hrbet, izbereš vedno neke različne naprave za hrbet, različne vaje za hrbet, potem temu ne moreš spremljati napredek, ne moreš spremljati tvoje moči, tvoje vzdrževanju in tako naprej. Tako da določi si res enih par vaj, probaj različne vaje, določi si unih par vaj, ki ti paše, ki ti odgovarjajo, v katerih dobro čutiš, v tem primeru hrbet, in te zadrži, te spremljaj in poskušaj napredovati v prav teh. Zdaj gremo na nasvet za, bi se rekli, bolj advanced, tisti, ki ste mogoče v fitnessu, ne vem, mogoče že 1 leto, mogoče že par let, pa želite iti na malo bolj optimal way of training. In tukaj bo boring nasvet, ker je tudi sama rešitev za napredovanje, te malo bolj advanced lifterje, boring. In sicer, moje mnenje je, da če želiš pač res dati celotno tvojo fitness rutino na drugi level, potem ko že par let treniraš, je samo to, da postaneš bolj podroben, bolj ciničen, bolj perfekcionist. Seveda pač vse to tudi v ženskem spolu govorim. Tako da bodi bolj precizen v tem, kar delaš, dej se bolj poglobi v to, kar delaš, v trening, v izvedbo samih vaj, v pač funkcijo same vaje, v razdelitev različnih mišičnih skupin. Torej pač, ko imamo hrbet, ja, treniramo hrbet, ampak dajmo določiti treninge, ki pač zajamejo lece, ki zajamejo premike za spodnje lece. Dajmo določiti vaje, v katerih je pač dobra aktivacija trapezov, romboidov. Dajmo biti specifični, dajmo dodati eno vajo za lower back, torej in za moč lower backa, vzdržljivost in za pač tisto definicijo, ki pride, ko smo malo bolj izklesani oziroma ko imamo malo nižjo telesno maščobo. Še edina stvar, ki mi pride na pamet, da bi povedal za te malo bolj advanced, je to, na začetku, v prvem letu, v prvih parih letih se, bi se reklo, samo iz sebe intenziteta, ki jo spraviš v trening, viša.
učiš se sam dvigati intenziteto, res vedno se bolj ubijati, ampak potem pride do točke, kjer ta intenziteta se ne zvišuje sama. Ampak moraš ti res imeti nek switch v mentaliteti in v določenih setih, v določenih treningih, tukaj bolj specifično mislim na kakšne leg day, heavy leg day in tako naprej. Tam pač moraš najti nekaj drugega v glavi, ki te motivira. Ne samo to, da gremo doseči to telo, gremo doseči, da dvignemo to kilažo, ampak moraš najti pač neko jezo v sebi, nek slab dogodek. Karkoli te pač požene, bi se reklo, the fire in you. Ko boš pač našel to posebno gorivo v sebi, bo potem skok v intenziteti še toliko bolj očiten, kot pa je bil v prejšnjih letih, torej od samega začetka do te točke, kjer si zdaj. In to je pač vse v tej res killer mentaliteti, ki jo moraš imeti v tistih nekaterih določenih setih, kjer lahko pred setom res rečeš pač do or die, ker če ne boš ti 110% šel v tisti set, v mojem primeru ne vem, govorim o določenih setih na počepih, na različnih variacijah počepa, hex squata, leg pressov, ekstenziji, itd. Se najde tudi kakšne na upper bodyju, kjer so kar intenzitetne, no tam pač treba iti globoko v svojo mentaliteto za najti nekaj več, kar te bo porinilo skozi takšne sete in te bo porinilo skozi tvoje limite, da boš res dosegel failure in ne samo, da boš rekel, da si dosegel failure, ampak da boš res dosegel failure, ker mišica pač ni mogla več. Drugo področje, drugi nasvet, prehrana. Kolikor je pomemben trening, je prehrana za doseganje tvoje ciljne postave 2024 zelo pomembna. Če gremo na nekega začetnika, večino začetnikov pač, s katerimi naprimer jaz začnem sodelovanje v online coachingu in tako naprej, prednost vseh teh socialnih omrežjih danes je, da pač se je naredilo neko znanje, se je naredila neka kultura okoli prehrane, ker tudi pač veliko vas mladih začne zbirati dobre hrane kot osnove v svoj dnevni prehrani. Večinoma se cilja vedno na beljakovine. Tako da jaz bi tukaj rekel za nekega začetnika, naredi si nek plan glede kalorij, prvo kot prvo in glede makronutrientov. Ni tako težko, kot se zdi. Uporabi kakšno stvar, kot je naprimer TDEE kalkulator, Total Daily Energy Expenditure Calculator, in sistem lahko začunaš približno, koliko kalorij moraš pojesti, da nekako zadržiš svojo kilažo glede na svoj level aktivnosti in glede na svoje osebne podatke. Poskušaj jesti to hrano, videti, če si to zadev, si vpisovati mogoče malo hrano, da razumeš sploh, kaj ti katera hrana ponuja kot hranilne vrednosti. Iz nutricijskega vidika vse to si lahko pomagaš s kakšno aplikacijo, kot je naprimer MyFitnessPal. Jaz jo uporabljam že leta in leta in mislim, da je zelo dobro orodje za dobiti veliko znanja o prehrani. Tako da za nekoga, ki je popolno začetnik glede prehrane, če greš iz tega, da pač nisi toliko mislil na prehrano, na to, da si nekako količinsko vsaj omeniš glede na svoje cilje, ali je to pridobivanje, ali je to izguba, in glede makronutrientov, mogoče da določiš beljakovine. Tukaj sem večkrat rekel, je veliko teorij, koliko gramov beljakovin glede na telesno težo je potrebno jesti v katerem določenem obdobju. Jaz tukaj za moj YouTube channel sem se odločil pač, da ne bom kompliciral, ker ne govorim z profesionalnimi bodybuilderji, ampak govorim z fitness folkom, mogoče tudi z ambicioznimi mladimi bodybuilderji, ampak lahko rečem, da pač če se boš držalo okoli 2 grama beljakovin na kilogram telesne teže, boš imel oziroma imela zelo dobre rezultate. Tako da tukaj vedno rečem pač keep it simple, don't overcomplicate things, in pa to nekako izbiro hrane niti ne bom omenil, ker menim, da danes je eden od pozitivnih rezultatov social medije to, da pač ljudje pač razumejo, kaj je kvalitetna hrana, kaj so kvalitetni viri beljakovin, kaj so kvalitetni viri ogljikovih hidratov, pomen sadja, zelenjave in tako naprej.
Potem, če gremo na malo bolj, na tisti bolj advanced side, ti si mogoče pač lifter, ješ tako, torej točno določeno glede kalorije, vsak dan zadaneš tvoje beljakovine, si približno prilagajaš kalorije glede na tvoj cilj, ko si v bulku malo več, ko si v katu malo manj. In tukaj pa spet isti nasvet, kot je bilo v prvem, oziroma isti stil nasveta, torej postani bolj ciničen, postani bolj podroben, delaj vse dosti bolj z nekim smislom, v smislu, da ko dvigneš kalorije, dvigni jih za neko količino, ki ni prevelika, ki ni premajhna, neka količina, ki si jo stestiral skozi leta in si videl, da pač, ko si dvignil za te kalorije, je bila ta sprememba takšna, kot si tudi mislil, da bo, torej da bo pridobivanje bolj počasno, da bo izguba bolj počasna, da ne bojo kar kile padale za 7-8 kg v enem mesecu in boš potem izgubil vso mišično maso, ki si jo nabral. Prav tako, da ne bo se ti kilaža dvignila za 5 kg v enem mesecu in boš nabiral samo telesno maščobo. Dej se poglobi tudi v makronutriente samih prehran. Razumi, katere hrane najboljše prebavljaš, katere ti delajo težave. Postani bolj advanced glede razporejanja teh kalorij in makronutrientov skozi različno število obrokov skozi dan. Ne imeti v prvem obroku 10 gramov beljakovin, v drugem obroku 80 in v zadnjem 100 in call it a day, ampak razporedi si beljakovine naprimer skozi vse obroke, tajmaj oziroma razporedi si ogljikove hidrate na pameten način, večinoma najpomembnejše okoli treninga, torej ogljikovi hidrati pred treningom, ki bojo najboljše uporabljeni, ogljikovi hidrati med treningom v obliki kakšnih intra-workoutov in tako dalje, hitro prebavljivi in hitra absorpcija hidratov po treningu, tako da tajmaj te ogljikove hidrate v pravilnem času dneva. Če potem želiš biti res zelo perfekcionist, pojedi mogoče si tudi enkrat dati kri, da vidiš, kje imaš kakšna pomanjkanja, mogoče to potem komplementiraj z kakšnimi suplementi, da bo pač res tvoje telo optimalno, zdravo, seveda pač je najbolj optimalno vse zaužiti z prehrano, z hrano, kot vemo pač ni vedno vse to mogoče, preden si naročaš katerekoli suplemente itd. In se napolniš z tabletami in tako dalje, pejdi raje investirati v test krvi, pejdi dati kri, pejdi videti, kaj se dogaja v tvojem telesu, ali je tvoje telo zdravo, kaj se dogaja tudi pač s tvojimi hormoni. In še tretji nasvet, tukaj bi lahko rekli, da je to nekako združena stvar, mislim, da velja in za ene in za druge. Fitness, hoditi v gym pač ne sme biti neka stvar, ki tebe, bi se reklo, muči, ki zaustavlja tvoj stil življenja, ki razbija tvojo življenjsko rutino, ampak to je neka stvar, ki se pač mora povezati s tvojo življenjsko rutino. Zdaj je tukaj več načinov za to narediti. Sigurno prva stvar je pač to, da si določiš pač koliko treningov realistično lahko opraviš na teden. Glede prehrane si pač res določi in iz cenovnega vidika in iz vidika časa, ki ga porabiš za kuhanje, neko rutino, ki pač tebi ustreza. Vsak je popolnoma različen. Študente, ki dobim v online coaching, jim naredim en jedilnik, ki je od števila obrokov popolnoma različen, od mogoče nekoga, ki je pač na delu, ki je mogoče malo starejši. In je tudi na primer časovna komponenta od enega različna od drugega. Tako da moraš si najti nek način, neko strukturo celotne te rutine, da pač pride v tvoj življenjski slog, v tvojo življenjsko rutino. In verjami, da ko potem najdeš ta neki ritem, bo potem pač celotno tvoj experience v tem fitnessu dosti boljše. Enkrat, ko padeš v to rutino, je potem konec, ker te ta rutina pogoltne in se zaljubiš v to rutino, vidiš, kako napreduješ, vidiš, kako je tvoje telo subjektivno lepše. Načeloma
si bolj zdrav. Mislim, da pač lahko brez problemov rečem, da ima gym veliko pozitivnih učinkov iz mentalnega vidika. Lahko je to pač neka terapija, lahko je to neka stvar res, kamor dajemo živčnost, lahko je to neka stvar, v katerem si mogoče naredimo nove prijatelje, si naredimo res nek safe place, second home, kakorkoli pač vidiš gym, enkrat, ko ti pač pade v rutino, je potem vse res ful produktivno, ful pozitivno in se splača mogoče vsem tistim, ki vam je na začetku malo težje, se pač truditi na začetku, da pač najdete ta nek ritem, ki vam ustreza, ker potem, ko ga najdete, je top, res top med tašno gym rutino. Upam, da so vam te nasveti prišli prav. Bom izkoristil ta trenutek, da plagam svojo coaching ekipo in sicer FMF Coaching. To je coaching, ki sva ga ustanovila skupaj z Leotom. Leo Kokol, za tistega, ki ga še ne poznate po imenom Leo. Prav tako zdaj vidite tukaj nekatere transformacije, ki so že bile opravljene. Jih bo prišlo še vedno več na našem profilu, ki ste ga prej videli, tako da pejte nas pofollowat. In če bi se rad pridružil oziroma pridružila FMF Coaching ekipi, imaš link v descriptionu, kjer lahko izpolniš vprašalnik, kjer mi dobimo tvoje podatke. Potem, ko izpolniš ta vprašalnik, ti pošljemo link na Instagramu, kjer se potem lahko prijaviš na videoklic. Torej imamo nek predstavitveni 30-minutni videoklic, jaz in Leo. To je pač vse brezplačno, neobvezujoče, ti predstavimo coaching. Če ti je všeč naš stil coachinga, torej če ti je všeč naša storitev, če ti je naša cena primerna in se potem zmenimo in začnemo pot oziroma začnemo transformacijo tvojega telesa. Če vam je video bil všeč, folk, bi vas prosil, če lahko spustite en like in če še nisi, se subscribaj na ta YouTube channel. Še zelo malo nam manjka do 6000 naročnikov in pri 6000 naročnikov na YouTubeu in 4000 na Instagramu bom naredil naslednjo nagradno igro, katera prva nagrada bo nagrada, ki ste jo vsi zahtevali, in sicer, da bo zmagovalec oziroma zmagovalka gost v mojem videu in bom naredil video, kjer v bistvu treniram enega izmed vas. Tako da, če mislite, da je ta nagrada zanimiva, dajte se subscribati, dajte me pofollowati na Instagramu in jo naredimo čim prej. Vse moje ostale linke imate v descriptionu. Če si prišel do konca tega YouTube videa, v komentarju dropaj en emoji, katerikoli želiš, samo da vidim, če si gledal oziroma gledala ta video čisto do konca. To je to od mene, folk, za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu.